Manifestacija. Bodimo iskreni, želimo si jo vsi. Ko pomislimo na bogatstvo in obilje, duša zapoje. Ampak veš, dostikrat se za bogatstvo in obilje mogoče ne dela vse optimalno, ko govorimo o energijah. Zato sem se danes odločila, da ti podarim eno prav posebno vsebino iz moje šole bogatstva in obilja. In sicer je to vaja preusmeritvenega toka. To je prav posebna vaja, kjer te naučim, kako v bistvu obrniti energijo, ko se nekje soočiš s pomanjkanjem. Veš, tukaj se ni čisto dobro vedno učil, kaj se zgodi recimo z manifestacijo, ko nekje pade. Kaj je treba v resnici narediti, zato da ta padec ne vztraja, oziroma da ko se vrneš v manifestacijski tok, je ta še močnejši. Ne da gre na isto raven, kot je bil prej, ampak je še močnejši. Obstaja ena tehnika, ki pa ni zakomplicirana in jaz jo želim danes podariti tebi. Ali te to definitivno zanima? Verjamem, da te. In če ugotoviš, da je to zate, če imaš želje, če imaš sanje, če je to tisto, kar želiš razvijati, naj ti povem, da je to zelo, zelo resno energijsko delo. In obstaja 60 korakov v resnici zakona privlačnosti v praksi. In jaz imam za tebe ogromno teh vaj v omenjeni šoli, ki se začenja 13. novembra. Če te bo tale vsebina navdušila in želiš vedeti še več, si pa le naklikaj potovanje.si in spoznaj ta tečaj. 13. novembra začnemo. Sedaj pa kar pokukaj na vsebino in želim ti lepo popotovanje v obilje. Torej, na najni 5. stopnji se res ukvarjava z energijami, torej energijo manifestacije in energijskimi vzvodi in s frekvencami se igrava, ok? Zdaj bi ti pa rada še povedala, kako lahko energijski tok v neki frekvenci manifestacije urediš, ko ta ni razporejen, ko ni balansa. In zato sem ti tudi tole zdajle na zaslon, da lahko skupaj z mano nekako gledaš. In to je tudi tisto, kar vidiš, tukaj sem ti označila z rumeno, vaja preusmeritev toka. Ne pozabi tole vajo nujno delati doma, okay? Zaradi tega, ker je za tebe absolutno pomembna. Okay? Preusmeritev energijskega toka. Kaj bi ti rada tukaj povedala je, dostikrat se zgodi, da ljudje torej, kaj smo ugotovili pri frekvencah, ko smo se pogovarjali že v prvi naši shrambi oziroma na tečaju, a ne? Ugotovili smo, da vse igra frekvencije. Res, ugotovili smo, da dejansko, po domače povedano, iste vrane skupletijo, bo mogoče še najlažje prišla čez razlago, je res, iste vrane skupletijo, ne? In kar mi hočemo zdaj v bistvu s frekvenco narediti je, torej čez cel tečaj, čez celo 5. stopnjo, to je zdaj naša naloga in z vsemi temi našimi meditacijami, da gradimo vašo frekvenco, okay? Do tega, da bo čim bolj nekako sorodna tem visokim frekvencam angelom, čeprav se veš, da ne bo nikoli angelska, ampak čim bolj sorodna zato, da bo torej čim več lahko zagostovala njihove energije in potem zaupanje in manifestacija teče taka marmelada na kruh. Je res. Ok, zdaj pa, ko pa recimo imaš energijski tok, ki ni razporejen in mu začne en konc nekje ful padati, je treba paziti, da ta padec ustavimo, zato da ne pada frekvenca, zato da tebi ne pada manifestacija. Zdaj pa dostikrat ljudje, tole, recimo to stvar, ki imaš, torej to je stran številka 6, tole stvar, ki ti bom zdajle pokazala, tudi ljudje niso dobro razložili. In sicer manifestacijsko se ni dobro razložili. Se ne, da so imeli čist narobe, ne gre se za to, ne bom kritična do tega, ampak recimo, da obstaja še malo boljši način, katerega vam jaz lahko zdaj predstavim, kako delati, ko imaš nekje presežek nečesa ali pa nekje deficit nečesa, ne. A veš, kad ponavadi so učili takole, a ne. To pomeni, lej, če v bistvu, tukaj je bila pa, ampak veste, koliko vam bo logično, ko vam bom razložila, vam bo pa čisto logično. Kaj so recimo nas učili na začetku, a ne? Če recimo, primer,
Recimo, da bom zbrala za primer, pa ga bom kar tule napisala. Recimo, da imaš svoj duhovni center. Okay? Pa da bom duhovni center, ker to že tako zlajnem. Bom rekla eterični center. A ni dober? Eterični center. Okay? No, recimo, da imaš ti svoj eterični center, seveda imaš najemnino, imaš obveznosti, imaš lepo življenjsko poslanstvo zadaj in tako dalje. Ne? In zdaj v enem trenutku se lahko zgodi, recimo, ena manifestacija, ki nočeš, recimo, da ni klientov. Okay? Ni klientov. Pa recimo, da bom to na levo stran napisala in ti to sproži občutke pomanjkanja. Vir občutkov pomanjkanja ni klientov. Zaradi tega, ker če ni klientov, ne moreš plačati najemnine, mogoče zaradi tega pol ne moreš življenjskega poslanstva delati in se ti kup enega pomanjkanja vžge, frekvenca manifestacije začne drastično padati. Kaj so pa nas učili, pa je, da če recimo ni klientov, se ti pa potem sprosti veliko časa. Torej, vedno imaš nasprotje, ki je pa noter neko obilje. A ne? To drži. Pa bomo, ta del še drži. In recimo, da bom to tukaj noter napisala. Več časa. A ne? Ampak pazi to. Kar se je pa tukaj bi vas hotela prilagoditi je, dostikrat se učili tako, lej, če ni klientov, imaš pa več časa, katerega lahko porabiš, da se družiš s svojimi otroci, da nekam greš in tako naprej. Ne moram reči, a veš, v smislu, da je to narobe, energijsko. Ne moram reči, da je to narobe, ker res, če imaš recimo, če si ful delu, smo veliko klientov, pa pol pride do tega, da jih ni, imaš ti več časa, se lahko spočiješ. Energijsko ti bom jaz tudi rekla, to je neka kljukica za telo, pa tako naprej. Manifestacijsko pa lahko grejo stvari zaradi tega narobe. In to bi ti rada povedala. Okay? Tako da, a veš, ne moram reči, da se s tem prvim principom čist ne strinjam, pravim pa, da obstaja še malo boljša pot. Okay? In sicer gled to takole, da ti povem. Torej, recimo, da ti nimaš klientov, imaš več časa, a ne? Ti, če hočeš manifestacijsko zagotoviti, da bo tvoj eterični center ok, obstaja boljši princip, kakor da delaš čist kontra stvari, je, da ta več časa vložiš v isti vir, ki more manifestirati kliente. To pomeni vložiti ga v eterični center. Ker, če ti recimo več časa pol nameniš počitku, se lahko razvije ego prepričanje, da če te hoče spraviti stran od poslanstva, potem ti in hoče več počitka, ker ego tu pa je to udobno. Valjda, da mu je udobno. On ful išče udobje. Jaz temu rečem, da hvata krivine. In če on ugotovi, da te spravlja stran od klientov in zaradi tega dobi več svojega počitka in dobi več svojega udobja, bo zraven tudi začel razvijati podzavestno prepričanje, da je imeti kliente in eterični center slabo. To pa baš ni dober. To je pa za tebe lahko manifestacijsko predstavlja težave, ker verjamem, da si pa tega ne želiš. Tukaj bi jaz rada naredila samo prilagoditve, ok? In sicer, če se ti zgodi, torej vedno, ko imaš nekje vir občutkov pomanjkanja, moraš v tem isti situaciji najdeti obilje v tej situaciji, torej v tem primeru recimo je več časa, vendar pa, če hočeš poskrbeti, da bo manifestacija ostala nedotaknjena, kljub temu, da tukaj ni klientov, da ne bo vplivala na tvoj eterični center, moraš tale presežek, oziroma ne presežek, rečemo obilje časa, vložiti v neki,
kar se veže na eterični center in pridobivanje klientov. To pomeni, isto področje mora biti. Okay? To pomeni, da greš, ne vem, pisati članke, snemati video vsebine, nekaj, kar bo nove ljudi pritegnilo, da greš v tej obilici časa to delati. Torej, ta trikotnik, recimo, da lahko takole narišem, mora biti izpopolnjen, razumeš? Tole ljudje malo ne štekajo. Ampak, a ne zdaj, ko sem ti razložila, koliko je tebi logično. To je tebi totalno logično, a ne? Tako da, to je recimo res ful dobro, ker recimo ljudje, ko reče, zdaj pa, kad ni strank, pa lahko poležavam. Valjda bo ego tudi to pasal, položavanje, valjda, da mu paše in potem on razvije, jaz, če hočem to imeti, moram urediti, da ni strank. In zdaj tebi manifestacijsko tukaj začne manifestacija, življenje, okoliščine, sredstva, denar, vse, življenjsko poslanstvo, a ne? Vse ti začne padati. A razumeš? In posledično to pomeni, da ta več časa pol vodi in da še več klientov ne bo. Ampak ljudje samo tega ne vejo. Ampak zdaj, ko sem ti razložila, ti je ful logično. A ne? To v bistvu energijsko zapoved, ki je pa tako res zelo logična, pozna zelo malo ljudi. In to sem te zdaj naučila. To pomeni, ko imaš nekje neko pomanjkanje. Okay? Najdi potem, kaj je v tem pomanjkanju, ker vedno, ko je nekje pomanjkanje nečesa, razumeš, je potem obilje nečesa drugega na drugi strani. To pa vedno. In to vedno lahko najdeš. A ne? Recimo, ne vem, da še malo primerov skupaj naredimo. Recimo, občutek pomanjkanja je osamljenost. Ja? Recimo, nimaš prijateljev, nimaš ljudi, ne vem, neki. Obilje na drugi strani je pa ekscesiven, a ne? Čas zase. Pa vendarle v tem času zase je pomembno, da se zdravi občutke osamljenosti in meditira in postavlja cilje za nove odnose, kakšni morajo biti. Razumeš? Da se temu področju drugih ljudi, v tem primeru, če si jih seveda želiš imeti v svojem življenju, posvetiš. Ne, tukaj delaš v času zase sam, jaz sem si dovolj, ker s tem še bolj zapiraš vrata manifestiranju novih odnosov, kar ljudje uspešno počnejo tukaj. Se prav, da imaš čas zase pa tako naprej, ampak ne pozabi tudi tega, recimo, potem tukaj manifestirati. A ne? Tako da na tak način se to dela in to je zelo dobra stvar. Tako za domačo nalogo je, da si narediš res seznam, kje čutiš pomanjkanje, najdeš v njem obilje, potem pa narediš načrt meditacij in delovanja na istem področju. Torej, na isti frekvenci, ne čist kontra. Torej, če pomanjkanja po poslovnem področju, ne dodaš obilje na, recimo, družinskem področju. Moraš dodati, torej tisto, kar se ti je omogočilo obilje nečesa, se mora spet vezati nazaj na poslovno področje. Primer, ne? Tako da tole je nor princip, tole je res ful dober. In če si tole naredi in tukaj se tebi razvija res tudi čist drugačno delovanje, a veš? Čist drugače deluješ, ker veliko ljudi, torej, primer, če se spet na tega prvega vrnem, če smo v ta eterični center danes res ko zagrizala, ne. Veliko ljudi gre dostikrat in manifestacije tako, ni klientov, rečejo si, zdaj imam pa nekaj časa, da si odpočijem, itak je bilo ful naporno delati z ljudmi, zdaj bom pa končno lahko malo zadihala, ne vem, kakorkoli že. In ego to rata to dihanje toliko
fajn, pa dobro, pa tako, pa saj še imam čas, pa saj se bom naslednji mesec vrnila in ti začneš prav delovati kontra svojemu eteričnemu centru, ti si ful zaželiš tega življenja, ker ni pač te odgovornosti, ampak, a veš, greš pa hkrati stran svojega življenjskega poslanstva in začneš podzavestno dobesedno to sabotirati in na ta način se tudi eterični centri zapirajo. Ljudje rečejo, ja, zdaj bom imela, tam je najboljša. Jaz zdaj bom imela polet malo premora, itak so počitnice. Kakšne počitnice, o čem mi govorimo? Ljudje imajo en teden dopusta, maksimalno 2 tedna imajo dopusta. Pa ne vsi naenkrat. Veš, dosti ljudi recimo reče, pride junij, ja veš, zdaj pa ni bilo klientov, pa so vsi na dopustu. Ne morejo biti vsi na dopustu. Ne morejo vsi biti na dopustu. Vsi so naenkrat na dopustu, vsi so od 25. junija do 1. julija na dopustu. Ja, ok, kaj pa ostali meseci? A veš, kako hočem reči? Tako da zdaj bo itak počitnice, pa tako naprej, si bom jaz vzela zdaj 3 mesece frej, a pa 2 meseca frej, pa bom jeseni nadaljevala. Veš, koliko smo mi videli eteričnih centrov, ko so jeseni zaprli vrata zaradi tega, ker so rekli, in so si vzeli 2 meseca, je res zelo velik preskok od tega, da v to, da v bistvu duhovni ego mu rata udobno in da te spravi stran življenjskega poslanstva in po 2 mesecih se v neki vrn. To je čisto isti princip, kot v športu, kar bi ti znali osebni trenerji povedati. Ti treniraš, ok, in en teden, ok, se ti nekaj ne da, in po enem tednu imaš še vedno isto mišično maso, a ne? Po 14 dneh že začne malo mišična masa padati. Vsi trenerji ti bojo pa povedali, da po enem mesecu, razen če nisi profesionalni športnik, ok, znaš ti zelo že na točko nič pridati z mišično maso, kar pomeni, da moraš na novo zagnati manifestacijo. In isto je tukaj, a ne? Zdaj, če si ti 2-3 mesece stran svojega eteričnega centra in bolj pa kao zdaj, zdaj boš pa na belem konju prjahu nazaj in ljudje bojo komi čakali. Zdaj si pa prišla nazaj. Ja, ne bojo te. Manifestacijsko to ne gre. Tako se edino tolerira mogoče, recimo, če ima nekdo eterični center, pa dobi otroka, to je neka posebna vrsta, zato ker tam pride do novega rojstva in se predanost, še vsem pa služenje nekemu novemu bitju na planetu v smer, pa ni take panike. Ampak to, kar sem zdaj razložila, pa je. In jaz sem nažalost preveč videla in centrov in tako, ko se zapirajo, zaradi tega, ker tole naredijo. In tukaj moraš ful paziti, ker to te niti ne opaziš, kaj te odnese in da v bistvu ne bo manifestacijsko poti nazaj, oziroma boš mogel iti na točko nič, kar pa nobenemu ne paše, pa ponavadi rečejo, ja, ni mi namenjeno. Pa vse skupaj odneha. Nima to veze s tem, da ti ni namenjeno. Ima veze s tem, da si ti manifestacijsko zabluzil. In to je nekaj, kar nihče izmed nas nočejo početi. Tako da to je ena taka luštna vaja, katero lahko narediš vsakič, ko imaš nek vir pomanjkanja, zato da manifestacijsko v bistvu skočiš nazaj v obilje, pretransformiraš stvari, ok, in manifestacijsko ponovno zrastaš. Tako da definitivno krasna vaja, katero bi si jaz na tvojem mestu zelo dobro zapomnila.